Bodi prijazen. Da je polna luna in nam skozi nas izzida. Ampak glej, en teden sva zdržala, Ne, si sva se skregala. Skoraj tako, da sem jaz že šel, pa da bi mogla biti sama. Se ne bi bila. Jaz bi pržgala, pa bi rekla, Albert je kolapsiral, ni zmogel prijaznosti, šel je, danes oddaja odpade. No, saj sem jaz zbral vso prijaznost še iz zalog. No, vidiš, da znaš. Sem prišel nazaj in sem... Ja. No, vidiš, da znaš. Speljala. Ja. Drugač pa je polna luna, pa to se zelo pozna po telefonskih klicih, recimo. Danes je bilo treba ful prijaznosti. Ja, ker je skozi telefon zvonil in pač to je, to pomeni, da jaz niti krompirja ne moram do konca olupati, kako si vkuham. In je težko. Ja, pač ker ga tudi dvigamo v glavnem skozi. Yes. A gremo. Dej počakaj še malo, da se ljudje naberajo, da... A veš, kad tukaj midva oddajava, pa pride to z malo zamikom k ljudem. Dej si tle pražgi, pa boš videl. Da se vidva, kje sva, pa koliko. Evo, pa zvok ugasem. No, takole. Tako da, ja, kako naj začnemo? Lepo pozdravljeni v 8. dnevu enotedenskega 7-dnevnega maratona prijaznosti. To, da je nastalo iz enega tedna kar naenkrat 8 dni, je moja pogruntavščina. Skratka, jaz sem zdaj ugotovila, kako si lahko podaljšamo teden za en dan. V bistvu rečemo od petka do petka. In to ni 7 dni, ampak jih je 8. Jaz sem bila prepričana, da je to 7 dni presežem. Tako da, evo, smo v bistvu maraton podaljšali za en dan in tudi nama je to zelo prav prišlo, zaradi tega, ker to pomeni, da bova imela danes čas, da odgovoriva na vaše vprašanja, ki so dobra vprašanja in jih malo. In hvaležna sva za njih, da ste se izpostavili, da ste javno napisali stvari, eni jih tudi niste, no, ampak v glavnem ste jih večina javno napisali. Tako da, to je ena stvar, druga stvar je, da ne pozabite, da imajo izštekani najstniki rojstni dan ta teden in da za tistega, ki bo napisal na spletno stran mnenje o knjigi, da bomo žrebali v torek nekoga, ki bo postal lastnik najvodil za najstarše. In najvodila za najstarše so priročnik za osebno delo. To pomeni, da je to priročnik za vse starše, ne za starše najstnikov, in to tudi pomeni, da je priročnik za tiste, ki boste postali starši. Prej boste to naredili, lažje vam bo, bolj boste razumeli svoja vedenja, pa ne samo do otrok, ampak tudi do partnerjev, do ostalih ljudi. In ja. Sigurno je tako, da bi šli za eno leto nekam v en proces dela na sebi. Ja. To je ena stvar, druga stvar pa je, da zdaj pride ven Jeza v partnerstvu. Jaz mislim, da konec naslednjega tedna jo boste že lahko začeli delati. Tako da, zdaj bi se pa iskar lotila, oziroma bi mogoče malo povedala, kaj smo delali, malo vprašala ljudi, kako so. Ja, mogoče malo, če pogledate, ne, tisti, ki ste sodelovali, kako je bilo v tem tednu? A ste kaj zaznali, je bilo kaj več prijaznosti, a je mogoče, ste kaj uporabljali, kaj ste delali, kaj ste mogoče spremenili pri sebi, a ste kaj drugače razmišljali, a ste kaj drugače imeli v zavedanju kakšne stvari. S čim ste bili v stiku, recimo, v času maratona? Ja. A je, recimo, kateri od teh namigov, o katerih sva midva govorila, a ste ga sprobali, kako je deloval, a je bilo kje težje, a je bilo kje lažje. Mogoče, a je bilo kaj takega, kar bi ohranili tudi v svojih vedenjih za naprej. In a so se vam kakšna spoznanja ob
tem dogajala, oziroma kakšni In aha pol še momenti. ta sitna vprašanja, a ste imeli kje težave, v tem smislu, da niste vedeli kako, ali pa da niste mogli v bistvu ostati prijazni, in a se vam je to ponavljalo vedno na isti točki, ali se vam ponavlja vedno na isti točki, a se sprašujete, a je smiselno vedno biti prijazen, a ne? Oziroma kako meje postaviti, če smo skozi prijazni, a nas bojo kar izkoriščali potem. Skratka, tudi vprašanja, ki so se vam pojavila, če se vam je zgodil kakšen proces, so zelo pomembna vprašanja. In včasih je dovolj, da si jih zapišemo, o njih razmišljamo in se potem iz tega vprašanja razvije kakšen proces. Tako da ja, zdaj, hvala, ker ste bili z nama. Pozdravljeni vsi, ki ste tukaj. Danes, kot vidite, sta se nam pridružila še Mihi pa Nitka. Nitka pa Mihi, tako da ja. A gremo kar, eno vprašanje je bilo okoli v bistvu odnosa z Se bi ga jaz kar prebrala, Ja. kaj je tudi skratka, dva moška sta napisala zelo identično vprašanje in že meni je to tako zanimivo, ne? Vprašanje gre takole: kaj pa starši, ki manipulirajo z nami? Ne gre sicer za moje starše, ampak za ženine, živimo skupaj in njena mama manipulira z mojo ženo, spravlja jo ob živce, nikoli ni dovolj dobra. Ženina sestra živi stran in ona je vse za mojo taščo. Zdaj pa ta drugo vprašanje je pa malo daljše, je pa malo daljše, je v bistvu ampak zelo bi jaz podobno, no. mogoče tukaj je v bistvu malo več napisano o tem, da žena v bistvu se trudi in da je spremenila neka vedenja in da skuša biti prijazna, ampak da vprašanje v bistvu je, kako bi taščo, kako bi dosegla, da bi vas tašča slišala, da bi spremenila svoje mnenje, da bi videla, kako vi razmišljate in kako se pač lotiti tega problema. A ne, temu rečete problem in to je težko, a ne, ker problemi so težka stvar. Tako da mogoče bi že temu rekli izziv, a ne, namesto problem. Ja, zdaj to mogoče sva zato vzela na začetku, ker teh zgodb ni toliko malo, so precej pogoste tudi na najinih svetovanjih ali pa terapijah. Ja, in zdaj eno, kar midva veva, je, da v teh okoliščinah, kjer je nekdo, ki je domač, se pravi nekdo drug, partner se priženi v neko okolje, v nek sistem, ki je bil že prej postavljen z nekimi pravili, z nekimi samoumevnimi navadami, kjer vsi poznajo, kaj je prav in kaj ni prav, je v bistvu ta domači partner zelo razcepljen. Zelo je razcepljen v bistvu lojalnosti do svojih staršev in v lojalnosti do partnerja. In zdaj, če so še kakšni bratje, sestre ali pa kakšni drugi sorodniki, še dodatno do teh sorodnikov. In sploh recimo, če so starši, bom rekel, če se manj zavedajo tega, da neka nova družina ali pa neka nova enota rabi bolj jasne meje, da rabi nek mir, da rabi neko toleranco, da rabi čas za to, da se sploh vzpostavi, se tle lahko začnejo zapleti. In kar, bom rekel, je moja izkušnja, je tukaj pomembno, da v bistvu moramo se zavedati, kaj je prioriteta. In to je res težka. To ne gre za to, da imamo zdaj partnerja rajš pa starše ne več radi, ali pa ne gre za to. Ampak gre za to, da v bistvu mi moramo okoli svoje družine, in to govorim za te mlade družine, ki se priselijo oziroma ki nastajajo, moramo zgraditi eno trdno mejo. In trdna meja je to
da se partnerja med sabo povežeta, da sta, bom rekel, čvrsto povezana. Zato Ja. to je ena taka močna protiutež. Ker kaj se dogaja? Ne? Dogaja se, da ti taka, recimo, ni domač reče, ta domač mu pa da jim reče, ne? Ta reče, pa ne morem jim reči, pa ne bomo se kregali, pa se jaz to razumem, sam ti ne razumeš, pa kako ti ne moreš razumeti, ali pa pač, ne vem, obljub, da bo nekaj naredil, pa se pa seveda ne zgodi, ker ne more. A ne? In tle je veliko teh konfliktov, veliko je tega, da pol nekdo reče, ja, zaradi tašče ali pa tasta ali pa njenih staršev ali pa njegovih staršev sva šla na razen. Ja, ni preprosto. Ja. To ni preprosto. Eno je, a ne, tisti, ki, če se kdo odloča, kako živeti, taka aranžma je sicer videti, bom rekel, cenejši, ima pa druge, Ja. pa drugače plačujete ceno. S tem, da eni pač se Ja. dogovorijo, spoštujejo te meje in Ja. pač tudi čisto lepo shajajo. A ne? Jaz bi tukaj samo še to rekla, da a ne, kako naj prepričam mojo mamo, da bo videla, da ji hočem dobro. Lejte, nikogar se ne da nič prepričati. Obstajajo načini, da se usedete, da se pogovorite, da se učite, kako se slišati, da si najdete pomoč, ampak vse, kar vi lahko spremenite, je vaše vedenje, vaše počutje. In ene stvari v življenju moramo tudi sprejeti, ker pač ne bodo nikoli drugačne, če na drugi strani nekdo ne čuti potrebe, da bi jih uredil drugače. Je tudi tako, ne, da a ne, to se zmeri v odnosih dogaja, ko nekdo se drugače postavi. A ne, kaj jaz vem, nekje se spomnimo, ne, da so imeli vse odprto in je bilo res zelo kaotično. Ne, ampak pol so se odločili, da bojo naredili, ne vem, svoj vhod, da bojo nekako zaprli, bom rekel, svojo enoto. In potem, ko so to naredili, so se stvari kar same uredile. Starši so sprejeli, vse se je drugače začelo odvijati in velikokrat je pač tudi tukaj to, da se tudi mi moramo postaviti nekako, na neke trdne, varne, čvrste. To je kar težko vprašanje za online. Ali lahko imam jaz tudi vprašanja in odgovori? Zakaj ti kole delaš vmes, ko govoriš? Ali to imaš kakšen namen? Aha, sem mislila, zato ker... Tike imam. Sem mislila, da zraven še si poješ ali pa daješ ritem, pa tako. Okay. Evo, greva na drugo vprašanje. Kje dobite energijo za prijaznost, če je ves svet okoli neprijazen? Jaz iz dneva v dan v sebi čutim več razočaranja in jeze, kot da nočem biti več prijazna. Jaz ne vem, kje dobim energijo za prijaznost, pa tudi nisem skozi prijazna, v resnici. Včasih sem jezna, zelo jezna, včasih sem tudi nesramna, včasih v mislih tudi kakšnega kam pošljem in da mislim, da je s tem kaj narobe. Jaz mislim, da je s tem narobe takrat, ko mi nekoga prizadanemo, ko smo z nekom v komunikaciji in pač nimamo več občutka, da se lahko ustavimo in govorimo grozne stvari in delamo grozne stvari. In tukaj mislim, da pač moramo nekaj narediti, si pomagati, poiskati pomoč ali karkoli. Drugače pa to, da smo kdaj nesramni in da imamo kdaj take misli, je normalno, a ne? Drugače pa, kje jaz dobim energijo? Jaz dobim energijo, jaz se ful boljš počutim, če sem prijazna. Tako da sem se odločila, da bom rajš prijazna, ker se boljš počutim. Ne vem, kaj pa ti? Ali pa ti pa vas zmatrat, ker mora biti. Jaz si tak nimam izbire, zato ker se zbudim, ob meni nekaj poskakuje tako, nov dan, dogodivščine, fejmo, ne. In pač jaz nekaj časa sem se silil, silil sem se, da bi bil prijazen, ker jaz sem bil pač vse tak, zjutraj, ne pa ne me prošla. Ne pa ne zjutraj, skozi si bil tak. No, ne, ok. Zdaj boš pa začela. Zdaj si upa, da nekaj ta zadnjič. No, v glavnem,
Jaz sem ugotovil, da je ni sile, ki bi meni te mišice spravila gor in da bi mi spravila neko razpoloženje, ki bi bilo približno uglašeno z lejnima. In pa je on trik od zadnjič, ki ga je že v videu pokazal. Sem že pokazal ta trik, kako s pisalom. In pa spraviš svoje mišice gor in polkar naenkrat postaneš tudi v občutku prijazen. Skratka, jaz mislim, da prijaznost in neprijaznost je izbira in da je to tudi vzorc, ki smo ga dobili, ko smo bili majhni. In če smo dobili pač vzorc model, ki je bil neprijazen, bomo imeli malo več dela, ampak še vedno lahko izberemo prijaznost in na tem delamo. Ja. Bila sta na naši šoli, vajino predavanje si bom zavedno zapomnila. Bila sva oba z možem in tisto predavanje je spremenilo vzdušje v naši družini. Ali sploh še imamo kakšno upanje, da ponovno prineseta toliko prijaznosti v našo skupnost? A imajo upanje? Ja, imate upanje. Zdaj midva tudi, bom rekel, komaj čakava, da bova lahko v živo prišla do vas. Ampak gledajte, tole, kar zdaj en najn odziv, ker ne morva se enostavno umakniti in ne biti v stiku. Tako da midva sej to seveda ni enako kot živ stik, ampak se zelo trudva. Zelo se trudva in mislim, da nama gre zmeri boljše in da počas bova tudi takole na online zelo podobna kot kadar sva na odru. Šole zdaj imajo možnost, da v bistvu naročijo... In ene šole jo že prijetno koristijo, tako da eni starši naj jo boste že zdaj septembra in oktobra lahko gledali kar z domačega kavča. Skratka, hotel sem povedati, da imajo šole možnost naročiti online predavanja in potem to razdelijo staršem dostop in lahko gledate. Ali sva danes rekla, da vam midva malo povedala, da imava tudi plane za naprej? Ja, ampak počakaj, zdaj moramo najprej povedati. Skratka, ta online predavanja za šole izgledajo tako, da šola kupi predavanje in vi imate na voljo 14 dni možnost brezplačnega ogleda tega predavanja in imate tudi možnost postavljati vprašanja in ta vprašanja bova midva posnela in jih boste lahko imeli, odgovore na vprašanja boste lahko imeli zavidno. Tako da lahko v vaših šolah to tudi poveste, da je ta možnost za starše, vam bova zelo hvaležna. Zdaj pa ima Albert je čist navdušen rad zdaj v tem maratonu prijaznosti in rekel, tole je Teli Life, to je pa tako super. In je se odločil, da vam bova v bistvu nekaj dala. Eno brezplačno darilo, brezplačno druženje, ki bo izgledalo kako. Ja, mimogrede, to si pas nohte gre, zato jaz ne delam. Ja, ne, pač se te... To je sprejemanje odgovornosti. Skratka, okrepčevalnica odnosov v Kamniku je nekaj, kar sva 10 let vodila enkrat na mesec v petkih. So bila ta druženja nepozabna. V živo, zdaj nekako to ni več mogoče. In sva rekla, dajva za en mesec narediti petkovo okrepčevalnico, tako da bo vsak teden v petek zvečer. Ure še nisva izbrala, zato ker malo gledam, koliko ste prisotni ob katerih urah in vam bova še javila, ob kateri uri bo to bilo. Skratka, vsak petek zvečer en mesec, pol bova pa čez en mesec videla, ker se nama še eni drugi projekti začnejo, a lahko nadaljujemo oziroma kako bomo nadaljevali. In boste dobili vse informacije tle na tej strani objavljene. In tudi teme, ki bodo. Ja, in tudi to ni edini maraton, ki sva si ga zmislila, tako da si bova še kakšnega na kakšno temo. Ampak to pa naj ostane še malo, naj se še malo umedi. Ok. Tukaj so zdaj še vprašanja. Ja, gremo naprej. Gremo naprej. Kadar bom le imela čas, bom pogledala vajine nasvete v zvezi s prijaznostjo
Imela bom malo težjo nalogo, saj so moji sinovi in mož pred polno luno zelo živahni in občasno žaljivi, jezikavi, da bi kar pobegnila. Takrat se v meni nabere jeza. Hvala, Natalija. Ja, jojo, krepčevalnice, ti veš, koliko je bilo luštena, ne? Bomo ponovili. Bo sicer online, ampak jaz mislim, da bo res fajn. Ja, skratka, polna luna, moji v družini nesramni, jezikavi, in takrat se gospa počuti, da bi najraje šla, pobegnila in je zelo jezna. In to, Čili, a lahko nehaš? Čili. Tukaj imamo psa, ki nad nama živce kravžla. Skratka, to, da pač smo jezni, kadar je nekdo do nas žaljiv, je normalno in takrat je težko biti prijazen. Je pa ena stvar, da je, če je naš odziv jezen, bomo verjetno to žaljivost spodbujali. Če je naš odziv prijazen, bomo verjetno to žaljivost zmanjševali. Je pa tukaj eno drugo vprašanje, a ne, ko gre neka žaljivost in neko jezikanje čez našo osebno mejo, to se pravi, tam, ko si rečemo, tega pa ne zmorem oziroma si ne dovolim reči. In moj nasvet je, da se o tem pogovorite takrat, ko ni polna luna. To se pravi, takrat, ko je polna luna, ni pravi trenutek, ko ste vsi v teh čustvih, ni pravi trenutek. Lahko pa najdete nek obred, nek stik izven tega časa in vi v bistvu vašim poveste, kako se takrat počutite in skratka v nekem mirnem okolju, da vas bodo lahko slišali. Druga varianta pa je, da greste takrat za en dan in imate, ko je polna luna, dan zase. In potem noben ne bo neprijazen. Tako, jaz sem včasih tudi kaj tacga naredila, sem si mislila, jutr me ni, čau, znajte se. In je bilo kar vse, je bilo čudežno vse ok, ko sem se vrnila domov, nič se ni podarilo, pa vsi so bili živi. Kdaj pa sploh nismo opazili. Ja, evo, a vidiš, jih je že več, tako da mislim, da moramo imeti poznej, da je 6 prezgodna ura. Glejte, tlele je mogoče ena stvar, ki je v bistvu povezana s tem, kako delamo z jezo ali pa z temi intenzivnimi čustvi. Neprijaznost je pravzaprav vedenje. In to vedenje ima navadno zmeri neko čustveno podlago, neke občutke. In med tem, kaj se v nas dogaja, zdaj, ali smo jezni, ali smo nerazpoloženi, ali smo skratka neki občutki, neka čustva so v nas, mi to pač zvežemo z nekimi vzorci vedenja, ki jih pa lahko tudi izberemo drugače. Skratka, to ni skupaj zlepljeno in zabetonirano, da tako mora biti. In v bistvu, ko se mi pogovarjamo o tem, kakšni so občutki pod nekimi vedenji in dovolimo, razumemo te občutke, potem bodo recimo drugi imeli možnost, da ta vedenja lahko spremenijo. Ampak o tem v bistvu govorimo. Tukaj se mogoče nanaša na tole vprašanje od Alenke, ker prav jaz se velikrat premagam, ampak se potem sprašujem, pa sem prijazna, ker najraje enemu nekaj rekla ali pa tako, ampak se potem sprašujem, a sem pristna. In jaz mislim, da pristnost pa naša vedenja ne grejo skupaj, ker če bi bili pristni, bi verjetno streljali kdaj. Če me razumete, kaj hočem reči. Včasih se tako počutimo, da smo res besni. In takrat, če ne bi imeli v bistvu tega, da se zadržimo, da se mogoče nasmehnemo, pa obrnemo, pa gremo v drugo smer, kar je nepristno, ampak je naša izbira, ki je bolj humana, bolj človeška, bolj estetska in za nas bolj zdrava. Naredimo nekaj zaradi dobrega, zaradi to, ker pač mislimo, da je to dobro. In mogoče še nekaj. Ta pristnost na partnerskih terapijah je velikrat tudi prisotna. Da pa ni pristno. Da če je mož prijazen, če se odloči, da je prijazen, pa ni pristen. Ali pa če sem pristen, pa povem vse tako, kot mislim, in tako, kot se mi dogaja. In a veste, tlele sta dva vidika. Eno je,
kaj se v nas dogaja, ampak to, kar se v nas dogaja, ni enake kakovosti ali pa iz enakega, bom rekel, območja kot to, kar je medsebojni odnos. In ko jaz nekaj delam, pač vsak, samo da sem, a ne, vplivam s tem tudi na druge. In miška mi je skoraj dol padla, zato je panika. Ja. In a ne, ta dva vidika v bistvu moramo nekako uglasiti, uravnati, uravnotežiti, in to ni preprosto. Ne. Veliko ljudi v bistvu živi partnerski odnos, jaz rečem, iz nekega ego stanja, brez tega, da bi se zavedali, da je partnerski odnos neka čist druga kvaliteta, ki jo je treba na drugačen način živeti. Ne? Tako da ja, tle je veliko, o tem bo še kje drugje govora. Ne? Ja, tukaj o tem midva zelo govoriva v teh najnih webinarjih, ki bojo še prišli, a ne, o jezi, pa, a ne, to se pravi, zdaj sva dala jezo pri sebi, zdaj pride jeza v partnerstvu, potem je vzgoja in starši, ker jeza je v bistvu neka protiutež prijaznosti in tukaj mi veliko tega izbiramo ali pa ne izbiramo, a ne, in kar bi midva vam rada sporočila je, da res ni nič narobe s tem, kar čutite. Je pa pomembno, katera vedenja ob tem, kar mi čutimo, izbiramo. A ne? To se pravi, je pomembno, kako vplivamo na svet okrog sebe, kaj naredimo s svojim bližnjim, s svojimi besedami, s svojimi dejanji. Tako da, ja, kako izstopiti, to vprašanje ni ok, ker to je bilo včeraj konc, a ne? Okay. Kako izstopiti iz bojevanja z najstnikom? Kako? A veš, koliko je to široka tema? Kakšno vprašanje. Mislim, to je v bistvu o tem imamo midva cela predavanja, enourna predavanja. Ja. Cele tečaje. Ja. Ampak zdaj, če na hitrco tole skicirava, tudi nimava časa prav veliko več. Glejte, prva podlaga, zakaj pademo v boj, je navadno, da izgubimo občutek, ali pa najstnik izgubi občutek, da je nam mar za najstnika, za otroka. Ne? Navadno se to zgodi, doživljajo, da se jim je nekaj krivičnega zgodilo. To se zelo hitro zgodi, če jim jemljemo stvari, če jih kaznujemo, če ne govorimo eno, delamo drugo, smo nenačelni, skratka grozimo, zelo veliko imamo tega, ali ponižujemo, primerjamo z drugimi, nergamo, skratka uporabljamo te uničevalce bližine in navezanosti. Takrat navadno zgubimo stik, zgubimo to čustveno bližino, ki je potrebna za to, da sploh imamo nek vpliv. In potem najstniki se, drugi vzgib je ta, da gremo na moč, da rečemo, zdaj boš pa videl, zdaj ti bom pa jaz dokazal, zdaj pa ti bo ne. In ko najstniki to začutijo z naše strani, oni v bistvu odreagirajo s tem, da rečejo, no pa se pa peva. Oni zamešajo to neko notranjo moč z bojevanjem na moč. In rečejo, pa se pa peva, in potem se znajdemo v tem bojnem plesu, ki ga je treba absolutno prekiniti. Zdaj, kako se ga prekine, tukaj so zgodbe. Meni je recimo najbolj preprost način, da neham uporabljati uničujoča vedenja. Da pač ne delam tistega, kar naju ne povezuje, in da začnem fokus dajati na to, kako se bom ponovno lahko povezal. To je takole povedati preprosto, narediti pa ni. Drugače imate tega veliko v knjigi Izštekani najstniki in starši, ki štekajo, imate tudi veliko vaj v najvodilih za najstarše.
Jaz bi mogoče tukaj še eno stvar povedala. Mi smo zelo sfokusirani na to, da otroke vzgajamo. To se pravi, da jim stalno sporočamo, kaj lahko in česa ne smejo, kaj je prav in kaj je narobe. V redu. Nekdo jim mora to povedati. Ampak, če to delamo kar naprej, nas potem zanese v te boje, zato ker najstniki imajo velikokrat svoje mnenje, ki je noro, ki je nesmiselno, ampak oni bojo stali za njim do nezavesti in so se zato pripravljeni tudi pretepati, razumete, žaliti, tako jaz imam prav, tako jaz mislim, ti pojma nimaš. In velikokrat bi jaz dala staršem na svet, a lahko samo preprosto odnehate, ker njemu bo življenjska izkušnja pokazala, a ima prav, a nima prav, kaj pač to njegovo mnenje, kakšne posledice ima. To je ena stvar. Druga stvar pa je, da sem jaz preprosto velikrat rekla, ko je bil najstnik neprijazen in zadirčen do mene, sem rekla, a imaš ti danes slab dan. Pač ti nisi neprijazna oseba in danes se verjetno nekaj dogaja. In pa mi je velikrat rekel, ja, imam, in sem rekla, da ja, greš lahko pa v svojo sobo, da ne bova delala najmenj odnosu škode. Pa ko bova spet v redu, pa sva lahko skupaj. In pa sem vedno še rekla, če si pa želiš družbo in rabiš neko blazino, v katero boš zmetil svojo slabo voljo, mi pa to prosim samo povej in sem tudi to lahko. Skratka, nisem mu rekla, sprejeti si sam dobre volje, slabe volje pa ne, ampak želim, da mi sporočiš, jaz sem slabe volje in bom danes malo bolj zoporen in jaz bom to sprejela in bom to tudi prenašala z veseljem. To je ena taka odrasla komunikacija z najstnikom, jaz temu rečem. Nekoga ne tretiramo več kot otroka, kot nekoga, ki ni sposoben presoditi, izbrati ali pa se nekaj odločiti. Tle je tudi to, recimo, jaz pa imam sploh to težavo. Jaz recimo pričakam ali pa pridem z nekim prijaznim, z neko prijazno sliko, da bom prijazno pozdravil, da bo pač tako in pozdravim prijazno, z druge strani pa Vzme, ampak kaj me pozdravljaš, nekaj v tem smislu. In pol jaz takoj tisti, ja, kaj sem ti pa naredil, ja, pa kaj pa je narobe, pa kaj pa je, in pri najstniku to je lahko, bom rekel, nekaj najbolj... Ko si javno skopleš. Najbolj neprimernega. Tako da jaz sem se naučil, pač, če dobim tak odziv, prvič imam neko zaščito, da rečem, to zdaj nimam jaz nič s tem, oziroma to ni namenjeno meni, ima očitno pač sam sabo ali pa nekaj takega. In ne spustim, da bi vzel osebno in se samo pač umaknem, oziroma čakam. In slej ko prej pride nek trenutek, ki nekaj rabi, pa se pol začnejo stvari mehčati, pa pol kaj samo od sebe reče in jaz čakam, če se lahko za kaj primem, če se lahko na kaj navežem. In gledajte, tlele mogoče še en princip, v zvezi s prijaznostjo nasploh. Deluje v bistvu ta logika povratnega učinka, feedback, zakonitost. Mi z nekimi vedenji, z nekimi odzivi lahko prijaznost krepimo ali pa zmanjšujemo. In zdaj to ne gre tako, da si mi želimo, da bi bil recimo najstnik prijazen do nas. Pa to ni samo za najstnike, s temi odzivi krepimo ali pa zmanjšujemo za čisto vsak od nas. Ja, ampak jaz v bistvu bom vzel ta primer z najstnikom. Pač je videti vas zamorjen in čuden in ne vem kaj, neprijazen, in mi si želimo, da bi bil bolj prijazen, in mu rečemo, lahko bi bil malo bolj prijazen. No, ta odziv sigurno ne bo okrepil njegove prijaznosti, tudi če mi mislimo, da ga bomo. Tako da, a veste, tlele ne gre za to, kaj si mi mislimo ali pa kaj si želimo, ampak moramo opazovati, kaj se dejansko dogaja. Zadnjič sem jaz rekla, zdaj sem se spomnila najnemu sinu, pa ni več najstnika, ampak sem pač sva govorila po telefonu in se mi je zdel tak nasikan,
Jaz sem imela pa tudi en tak težek dan, tako da lahko, da sem tudi slišala to kot nasikanost, ni nujno, da je on bil nasikan. Pač sam tak odrezav je bil in lahko, da sem mu sam kam motil. In pa, ko sem odložila telefon, sem bila toliko iz sebe, da sem mu napisala, prosim, če greš v Mercator in si kupiš vrečko prijaznosti, danes je v akciji. In je bil tako hud name. Mislim, tisti dan ni nič rekel, ampak pol čez 2 dni mi je rekel, da to ni bilo fair, zaradi tega, ker je pač on ni bil neprijazen in da ko je prebral ta SMS, pol je pa res ratov neprijazen. Tako da včasih moramo tudi malo pomisliti, to zgodbo sem zdaj povedala, zato ker imamo mi tudi svoj delež pri tem, kako doživljamo. Lahko nam kdaj kakšna prodajalka sam pač tako, a razumete, običajno nekaj reče vsakodnevno, ne glih najbolj pozorno, mi imamo slab dan, ne vem, smo osamljeni, nas je mama kaj v živce spravila, v službi imamo težave in doživimo, da je ona čist neprijazna, najraj bi te zahtevalo od direktorja, da ji da odpoved, a razumete, to so te euforične, v bistvu neke naše reakcije, ko se ne zavedamo svojih čustev in zaradi tega do tega prihaja, ker se mi ne zavedamo, v kakšnem stanju smo mi in zato, ker se ne zavedamo, v kakšnem stanju smo, okolje v bistvu lahko z nami manipulira, kakor hoče. Zato je fajn, kadar imate slab dan, da si preprosto rečete, lej, danes imam slab dan. S tem nič ni narobe in ta dan bo minil, vsaka stvar mine. Tako da to zavedanje tega, kako sem jaz, kdo sem jaz, kako se počutam, je res, res ena najpomembnejših stvari pri izražanju nekih občutkov oziroma delovanju v naš zunanji svet. Danes sem vam jaz prav dobro in bi kar govorila. Ja, kar da se jaz te lahko pustim tlele, pa grem jaz po svoje naprej. Skratka, kar sem jaz še želela je, a bi mogoče kdo od spodaj zapisal kakšen moment iz tega maratona, zdaj ne vem, a ste bili vsak dan, a ste bili na 2 ali na 1, ki si ga bo zapomnil, ki mu je spremenil razmišljanje, ki mu bo v pomoč, aha moment. Midva bi namreč zelo rada dobila odziv na to, da je bilo tole, kar sva ta teden počela, koristno za vas, zaradi tega, ker to nama daje v bistvu moč in energijo in v bistvu neko motivacijo za naprej. Skratka, če napišete v komentarnik vaš odziv na ta maraton, ki ste mu zdaj sledili, vem, da ste bili eni zelo redni in ste bili vsak dan tukaj, tako da bravo. Eni ste bili pač na tistih, ki so vas zanimali ali pa takrat, ko ste imeli čas. Tisti, ki niste pogledali vseh stvari, lahko greste imate v YouTube kanalu pod rubriko Live, to se pravi v živo, zbrane vse posnetke, tale bo jutri zjutraj objavljen, ki ga zdaj gledate. Drugače pa, če ste slučajno radovedni, pa vas zanima, kaj najini otroci počnejo, vam pa povem, da lahko greste pogledat na YouTube stran Magic Ethic Guitars. Lahko pripneš ta link. Bom pripela link od spodaj. In boste videli eno izjemno stvar, ki jo je danes objavil najin sin, ki je umetnik, najin starejši sin Izak. In to je kitara, da ne bom toliko skrivnostna, in s to kitaro gre na eno tekmovanje, ampak mora biti najprej izbran. Tako da, če polajkate ta njegov YouTube kanal, pa če na Instagramu poiščete Magic Ethic Guitars, pa polajkate njegove poste o tej kitari, vam bom zelo hvaležna, ker mu boste v bistvu s tem pomagali uresničiti njegove sanje, ker to, da bi pač na nekem mednarodnem tekmovanju prišel čim bolj naprej, so res njegove sanje že od rojstva v bistvu. Ampak poglejte, kaj počne. Skratka, Magic Ethic Guitars vam pripnem link. Super, bilo je koristno, bila sem na 2 srečanjih, bilo je vzpodbudno in navdihujoče. Ok, že to je veliko, da je nekaj vzpodbudno in navdihujoče in mogoče, da vam preseka tisti vsak dan, da vam preokvir kakšne misli, da vas malo v dobro voljo spravi, vam da kakšno upanje.
Tako da ja, naslednji petek zvečer bom še uro sporočila, verjetno mava v glavi ob 7. In se bova javljala zdaj en mesec, to se pravi cel oktober se bova javljala vsak petek. S temami. Za neko temo, ki jo bova vsaj en dan prej objavila, tako da si boste lahko dali v urnik, ampak to uro bom zdajle hitro objavila, zato da se boste lahko splanirali. Bo pa vse narejeno tako, da boste lahko gledali tudi za nazaj. Čeprav je nama fajn, če smo tako le skupaj, meni je te krog se videti super, pa to, ki mi kaj napišete, pa te srčke, ki jih pošiljate, res sem ful hvaležna za vse to. To mi daje en pač tisti občutek tistega najnega nastopanja na odru, je drugače. Ja. Tako da zdaj vam pa želiva lep vikend, naj ta polna luna ne bo uničujoča, ampak naj bo navdihujoča. Imejte se lepo, stisnite svoje najbližje, izberite si kakšno prijaznost, ki jo boste čez vikend počeli in se res lepo imejte. Midva se va tudi imela lepo. Ostanite prijazni do sebe. Ja. In pol boste tudi do drugih, tako da, ja. Okay. A misliš, da bojo kaj gobe rasli še zdaj? Čau.